Kaj če vam povem, da skoraj polovica Američanov trenutno ne bi mogla pokriti $400 nepričakovanega stroška? Pomislite na to za trenutek. $400. Ne glede na to, ali gre za nepričakovan zdravstveni račun, popravilo avtomobila ali okvaro peči sredi zime, polovica bi jih bila v težavah. To ni le vznemirujoče, ampak naravnost nevarno. Vprašanje je, bi bili med to polovico? Če vas misel na nepričakovan strošek spravlja v nervozo, ne skrbite, niste edini. Ampak čas je, da to spremenimo. Danes se bomo poglobili v to, zakaj je ustvarjanje ustreznega sklada za nujne primere v vašem varčevalnem računu najpomembnejši finančni korak, ki ga lahko storite. Ne samo, da vam bo prinesel mir, ampak bi lahko dobesedno predstavljal razliko med manjšo neprijetnostjo in pravo krizo. Zato si vzemite pisalo, naredite nekaj zapiskov in skupaj zgradimo to finančno zaščito. Ko boste enkrat to imeli, vas življenjske nepričakovane situacije ne bodo podrle. Le odbile se bodo od vas kot voda od račjega perja. Poglejmo resnici v oči. Življenje je nepredvidljivo. Motorji avtomobilov se pokvarijo, grelniki vode odpovejo in otroci so kot hodeče nujne situacije, ki kar čakajo, da se zgodijo. In veste kaj? Murphyjev zakon pravi, da če lahko gre kaj narobe, bo verjetno šlo narobe in to običajno v najslabšem možnem trenutku. Predstavljajte si to, vse poteka gladko, nato pa nenadoma vaš avto zveni, kot da audicira za vlogo v iskanju malega Nima. Ali pa si zamislite, da se zbudite in vaša peč brizga plamene sredi januarja. Brez sklada za nujne primere te situacije hitro prerastejo iz "o ne" v "kaj zdaj". In najpogostejša rešitev v situaciji "kaj zdaj" je ponavadi uporaba kreditne kartice ali izposojanje denarja. Potezi, ki vodita v dolgove in finančne glavobole v prihodnosti. Gradnja sklada za nujne primere je protistrup za ta kaos. Ne gre le za to, da imate denar na banki, gre za občutek varnosti. Vedeti, da imate blazino za pristanek, spremeni potencialne katastrofe v obvladljive situacije. Namesto panike lahko odgovorite s planom in to je moč. Toda, koliko bi morali prihraniti? Do tega pridemo čez trenutek. Za zdaj se le strinjamo o eni stvari. Imeti sklad za nujne primere je zelo pomembno. V redu, zdaj pa o številkah. Koliko bi dejansko morali prihraniti za sklad za nujne primere? Verjetno ste že slišali priporočilo za 3 do 6 mesecev stroškov. Kaj pa to resnično pomeni? Najprej morate vedeti, kakšni so vaši mesečni stroški. In ne govorim le o najemnini ali kreditu, stroških za komunalne storitve in hrano. Govorim o vsem, kar je potrebno, da vaše gospodinjstvo deluje, od bencina za avto do tistega telefonskega računa, na katerega vedno pozabite. Dobro preučite svoj proračun, če ga še nimate, zdaj je pravi čas, da ga ustvarite, in izračunajte, koliko vas stane življenje za en mesec. Recimo, da je to 5000 evrov. Pomnožite to s 3. To je 15 000 evrov. Pomnožimo s 6 in dobili boste 30 000 evrov. To je vaš cilj za popolnoma financiran sklad za nujne primere. Seveda je natančna številka odvisna od vaše situacije. Ste samski, brez vzdrževanih oseb. 3 meseci bodo morda dovolj. Ste samohranilka ali živite z enim dohodkom? 6 mesecev bi moralo biti za vas minimalno. Ideja je prihraniti dovolj, da če bi izgubili službo ali imeli večjo zdravstveno težavo, ne bi bili takoj pred finančnim propadom. Ne pozabite,
Ne gre za varčevanje za razkošje, gre za preživetje. Gre za to, da poskrbite, da bodo luči prižgane, najemnina plačana in hrana na mizi, ne glede na to, kaj vam življenje prinese. V redu, zdaj veste, zakaj potrebujete sklad za nujne primere in koliko prihraniti. Ampak kje ga hraniti? Morda vas mika, da bi denar skrili pod žimnico ali v škatlo za piškote, vendar bodimo realni. To ni najvarnejša ali najpametnejša možnost. Cilj je, da je vaš sklad za nujne primere likviden, kar pomeni, da do njega lahko hitro dostopate, ko ga potrebujete, vendar ne tako enostavno, da bi vas zamikalo, da bi ga uporabili za nenujne stvari. Najboljše možnosti so preprost varčevalni račun, ta je povezan z vašim tekočim računom, zato je enostavno prenesti sredstva, ko jih potrebujete. Slaba stran, obrestna mera je običajno nizka, vendar je ta račun namenjen varnosti, ne rasti. Nato je račun na denarnem trgu. Ti računi pogosto vključujejo možnost pisanja čekov ali imajo debetno kartico, kar jih naredi priročne za nujne primere. Običajno ponujajo nekoliko višje obrestne mere kot osnovni varčevalni računi. In nato so še spletni visokodonosni varčevalni računi. Ti računi pogosto ponujajo višje obrestne mere kot tradicionalni varčevalni računi. Niso neposredno povezani z vašim tekočim računom, kar nekoliko otežuje dostop. Odlično zato, da denar ostane nedotaknjen, dokler ga resnično ne potrebujete. Ključ je tukaj dostopnost in varnost. Želite, da je vaš sklad za nujne primere hitro na voljo, brez kazni ali zamud, ampak ne želite, da bi bil tako dostopen, da bi vas zamikalo, da ga uporabite za spontani vikend izlet. Torej, zgradili ste svoj sklad za nujne primere. Počutite se varne. Ampak zdaj je vprašanje, kdaj je v redu, da ga uporabite. Tukaj pride v igro disciplina. Ne vsak nepričakovan strošek kvalificirati kot nujni primer. Ponovna izdaja vinila Taylor Swift ni nujni primer. Novi iPhone definitivno ni nujni primer. Kako torej določiti, ali bi morali uporabiti sklad za nujne primere? Vprašajte se 3 vprašanja. Je to nepričakovano? Ste ta strošek pričakovali ali vas je presenetil? Ta drugo vprašanje. Je to res potrebno? Je to nekaj, s čimer se morate nujno spopasti zdaj? In tretje vprašanje. Je to nujno? Ali lahko počaka ali pa je treba to takoj rešiti? Če je odgovor da na vsa 3 vprašanja, potem imate nujni primer in čas je, da uporabite ta sklad. Če ne, je čas, da se poigrate s proračunom ali najdete drug način za kritje stroška. Ne pozabite, ko enkrat uporabite svoj sklad za nujne primere, ga morate čim prej obnoviti. Cilj je, da ta finančna blazina ostane nedotaknjena, tako da ste naslednjič, ko vas življenje preseneti, pripravljeni. Če še nimate sklada za nujne primere ali pa ni tam, kjer bi moral biti, kako začeti? Prvi korak je, da se osredotočite. To lahko pomeni zategovanje proračuna, odpravo nepotrebnih stroškov ali dodaten zaslužek. Poanta je, da gradnja tega sklada postane prioriteta. Začnite z majhnimi koraki, če je to potrebno. Tudi če vsak teden prihranite 20 €, lahko dolgoročno veliko pomeni. Na to je ključ v doslednosti. Ne obupajte, če se vam zdi, da traja celo večnost, da dosežete svoj cilj. Ne gre za to, kako hitro varčujete, gre za to, da sploh varčujete. Tudi avtomatizirajte svoje prihranke. Nastavite neposredno nakazilo iz vaše plače na sklad za nujne primere, tako da denarja sploh ne vidite. Gre neposredno tja, kjer mora biti, brez vprašanj. Če potrebujete motivacijo, samo pomislite na to. Sklad za nujne primere vas ne ščiti le finančno, zaščiti vas tudi čustveno. Mir, ki ga prinaša občutek pripravljenosti, ne glede na to, kaj se zgodi, je
neprecenljiv in imeli boste vse pod nadzorom. Gradnja ustreznega sklada za nujne primere ni glamurozna in ne boste obogateli čez noč. Toda to je temelj finančne varnosti. To je tisto, kar vam omogoča, da po noči mirno spite, saj veste, da če vam življenje vrže nekaj nepričakovanega, imate dovolj veliko rokavico, da to ujamete. Če še niste začeli, je zdaj pravi čas. Naredite prve korake danes. Uredite račun, avtomatizirajte prenose in opazujte, kako vaša varnostna mreža raste. Ker ko postane življenje neurejeno, in to se tudi bo zgodilo, boste veseli, da ste to storili. Ne pozabite, to ni samo o denarju. Gre za mir, varnost in svobodo. In to je vredno vsakega centa. Hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video v pomoč, pritisnite všeček, delite ga s prijateljem, ki to potrebuje, in ne pozabite se naročiti na naš kanal za več nasvetov o finančno zdravem življenju. In preden greste, pustite še komentar spodaj. Kaj je vaš največji cilj pri skladu za nujne primere? Začnimo pogovor.